Pozdravljeni! V poletnem premoru je čas, da si tudi malce ogledamo sezono Mika Schumacherja na prvih 13 velikih nagradah. Na začetku bi rad poudaril, da mnogi navdušenci upravičeno menijo, da ima Mik Schumacher v takšnih in drugačnih analizah dobesedno preveč mesta. Avtorji se z njim preveč ukvarjamo predvsem zaradi njegovega priimka. In prav bi bilo, da bi se Mika obravnavalo kot vsakršnega drugega voznika. Ampak Mik se piše Schumacher. In ta priimek mu je olajšal pot, odprl marsikatera vrata, po drugi strani je pa dvignil standarde ter pričakovanja. Zato je prav, da mu namenimo vso tisto pozornost, ki jo vzbuja njegov priimek. Če je na račun le tega dobil marsikatero pot olajšano ali skrajšano, je po drugi strani tudi pričakovano, da bodo njegovi rezultati boljši. In videli smo v preteklosti marsikaterega zanimivega voznika, da ni dobil mesta, na primer v svetovnem prvenstvu Formule 1, ker pač ni imel zvenečega priimka in seveda obratno. To je verjetno glavni razlog, zakaj Mik Schumacher dobiva toliko pozornosti v medijih in zakaj se mu marsikdaj tudi kaj oprosti. Letos v svoji drugi sezoni v svetovnem prvenstvu Formule 1 je začel kazati rezultate. Ampak videli bomo, da tudi letos je napravil kar nekaj potez, ki bi lahko negativno vplivala na nadaljevanje njegove kariere. In tu bi rad označil, da letos do sedaj je uničil že 2 šasiji. Tisto na veliki nagradi Saudske Arabije in ono na veliki nagradi Monaka. In to je bilo verjetno dovolj, da na primer ni prepričal odgovornih pri skuderiji Ferrari, ki so podaljšali pogodbo s Carlosom Sainzem mlajšim. Namreč ugotovili so, da Mik Schumacher rabi še nekaj sezon zorjenja in kaljenja v recimo temu slabših ekipah. In marsikdo izmed nas se bo lahko sedaj vprašal, koliko drugih voznikov z manj zvenečimi priimki ima to priložnost, namreč pozabiti ne smemo na nekaj. Akademija skuderije Ferrari, Ferrari Driver Academy, je tista, ki prispeva kar nekaj denarja k ekipi Haas, da lahko ima Mik Schumacher sedež. Marsikateri drugi voznik mora nekako ali pripeljati s seboj pokrovitelja ali plačati iz lastnega žepa. Seveda, Mik Schumacher je letos prvič dosegel točke svetovnega prvenstva Formule 1. Na veliki nagradi Velike Britanije in na veliki nagradi Avstrije. Sedaj jih ima 12. A težava je v tem, da njegov moštveni kolega Kevin Magnussen jih ima 22. Točke je dosegel na 5 dirkah. Kevin Magnussen je seveda bolj izkušen od Mika Schumacherja, ampak vseeno ni nek presežek v svetovnem prvenstvu Formule 1. Je konkreten povprečen voznik. Zdaj, če se vrnemo malce nazaj v leto 1991, ko je Michael Schumacher, oče Mika Schumacherja, prišel v ekipo Benetton. Tam je dobil za moštvenega kolego Nelsona Piqueta. In kot vam je znano, Nelson Piquet je vse prej kot udoben moštveni kolega, zmeraj je hotel prevladati.
Ampak, če pogledamo rezultate, ko sta bila skupaj pri Benettonu do konca sezone, sta bila več ali manj poravnana. Mick Schumacher v primerjavi s Kevinom Magnusom je pa zmeraj korak ali dva zadaj. Če bi lahko nekaj očitali Micku Schumacherju, je dejstvo, da se v povprečju nahaja v dirki tam okrog 14. mesta. To je izjemno neugodna pozicija. Namreč, ukolikor bi bil naprimer 2 ali 3 mesta boljši, bi lahko nekako pričakoval odstop koga pred seboj in z večjo lahkoto prišel v prvo deseterico. Ampak na 14. mestu je malce iluzorno pričakovati, da bo s pomočjo drugih dosegel rezultat. In če primerjamo njegovo hitrost s tisto, ki jo vidimo pri njegovem moštvenem kolegu, ne moremo trditi, da je vsaj enako hiter. In to dolgoročno pomeni, da zanj v tistih boljših ekipah ni prostora, kljub zvenečemu priimku. Namreč verjamem, da Mick Schumacher je za marsikoga zanimiv, ker bo pritegnil pozornost in seveda pokrovitelje zaradi priimka. Ampak po sezoni in 2 tretjinah v njegovi karieri bi moral začeti kazati nekaj več. Nekaj več seveda niso tista 2 rezultata na že omenjenih veliki nagradi Velike Britanije in veliki nagradi Avstrije. In tu moram dodati posebno pripombo. Videli smo v nižjih kategorijah, da je Mick Schumacher potreboval kar nekaj prilagajanja, torej sezono, kjer ni bil konkurenčen, in nato v naslednji je dobesedno eksplodiral. In tako eksplozijo sem pričakoval po tistih 2 izjemno obetajočih rezultatih, ampak na naslednjih 2 dirkah smo ga zopet videli tam okrog 14. mesta. In lep pokazatelj zaupanja ekipe Haas. Videli smo, da so na veliki nagradi Madžarske pripravili nov aerodinamični paket le v enem izvodu, ki ga je dobil Kevin Magnussen. Mick Schumacher je imel tisto staro podobo, tisti starejši aerodinamični paket, ki je bil nespremenjen praktično od začetka same sezone. Zdaj, lahko bi dejali, da so pri ekipi Haas rabili neko primerjavo na progi med starejšim in novejšim. Ampak konec koncev bi lahko dejali še nekaj drugega. Na razpolago so imeli le en set in tega so dali vozniku, kjer so videli, da ne bo nesreč, da ga bo pripeljal srečno do konca dirke. Po eni strani bi lahko dejali, da pri ekipi Haas so si želeli imeti primerjavo med starejšim in novejšim konceptom. Ampak po drugi strani, ko so izbirali, so nov aerodinamični paket dali vozniku, ker so nekako videli večjo možnost, da ne bo prišlo do poškodb. In to nam kaže na izjemno slabo situacijo Micka Schumacherja prav pri ekipi Haas. Glavni odgovorni ne zaupajo vanj. In v naslednjih 9 dirkah menim, da bo moral pokazati še bistveno več, kot smo bili navajeni do sedaj. Seveda, uspel mu je veliki med, dosegel je točke, ampak to ne bo dovolj. Naprimer, če njegovo sezono primerjamo s tistim, kar je pokazal Zhou pri Alfa Romeo F1 Team, bomo videli, da bistvenih razlik ni. In Zhou ima za primerjavo Valtterija Bottasa, ki je eden izmed najboljših, med onimi, ki so recimo temu preostali, ki niso člani tistih najboljših. A konec koncev lahko z mirnim srcem trdimo, da naprimer tudi Yuki Tsunoda, ki ni v najboljši sezoni, dosega bistveno bolj zanimive rezultate. In težko bi rekel, da letošnji Alfa Tauri je bistveno hitrejši od seveda Haasa.
situacija, ki zahteva po poletnem premoru tisto eksplozijo, ki jo vsi pričakujemo. Drugače se da kaj hitro zgoditi, da bo kariera Mika Schumacherja obstala na tej stopnji ekipe Haas in bo moral svojo prihodnost graditi drugje, morda celo izven sveta Formule 1. A to je tematika, o kateri se bomo pogovarjali kdaj drugič. Za danes pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.